Je tako jasno, da ta virusa povzročata raka jeter, kot je jasno, recimo, da kajenje povzroča raka pljuč. Zaradi tega še toliko bolj pomembno, seveda, da pri svojem delu lahko pravzaprav dobesedno rešujemo življenja, če odkrijemo okužbo dovolj zgodaj in jo seveda pozdravimo ali dobro nadzorujemo. Moja karierna pot je šla pravzaprav z roko v roki z virusom hepatitisa C. To je moja služba, seveda, ampak to je veliko več kot samo služba. Namreč dejansko me to delo zelo zadovoljuje, zelo veseli, izpopolnjuje in seveda omogoča tudi, ker sem bila udeležena osebno v obdobju razvoja, odkrivanja, da sem tudi sama mogoče en mini kamenček lahko doprinesla k temu razvoju. Prav rada povem, da z veseljem hodim v službo, ne samo zaradi področja, s katerim se ukvarjam, ampak predvsem zaradi tega, kaj z vsem tem znanjem in novostmi lahko doprinesemo k zdravju naših bolnikov. Torej, to je neverjetno, kaj danes lahko naredimo na tem področju. Ko sem na začetku moje poti obravnave bolnikov z virusnim hepatitisom, je bilo stanje popolnoma drugačno. Če smem reči, zelo grdo besedo uporabiti, prav dolgočasno, kajti nismo imeli na voljo nobenih zdravil in dejansko smo bolnike samo spodbujali k zdravemu načinu življenja. Danes, v 2 ali 3 mesecih pozdravimo C hepatitis. Danes B hepatitis pravzaprav je kronična bolezen, seveda z dolgotrajnim, ponavadi vseživljenjskim zdravljenjem, ampak vendarle bolniki so v zelo dobrem fizičnem stanju, ampak za vse to je pa potrebno, da je okužba z virusom hepatitisa B ali C odkrita dovolj zgodaj, se pravi, da so kratek čas okuženi, da okužba ni naredila velike škode v jetrih. Smrtnost glede virusnih hepatitisov B in C se pojavi po več desetletjih, torej okužbe, in dejansko ljudje, ki so morda imeli tveganje za okužbo pred nekaj desetletji, se teh tveganj niti ne spomnijo več. Morda so prejeli pred letom 1993 transfuzijo krvi ali so imeli večji operativni poseg v zdravstvenem sistemu, ki še ni bil pod takim nadzorom, kot je danes. Lahko, da so kdaj eksperimentirali z drogo, ne z iglo, lahko celo z njuhanjem, kajti rekreativni njuhalci ponavadi nimajo svojega pribora, si ga sposojajo in dejansko na ta način lahko tudi prenesejo okužbo. Tukaj so še razne neprofesionalne tetovaže, piercingi. Moram pa povedati, da 26% ljudi v Sloveniji, naredili smo študijo, pa ni navajalo nobenega dejavnika tveganja takega znanega za okužbo, pa so bili vendarle okuženi. V Evropi vemo, da je 10 milijonov kronično okuženih z virusom hepatitisa B, okrog 9 milijonov kronično okuženih z virusom hepatitisa C in kar je res najhujše je, da samo 1/4 okuženih ve, da so okuženi. Se pravi, so opravili testiranje, ve, da so se okužili, pa še v teh niso šli vsi k zdravniku, niso bili napoteni ali niso prejeli ustreznega zdravljenja. Tako da pravzaprav v Evropi samo 9% okuženih C hepatitisom je pozdravljenih. To so katastrofalni podatki. Če vemo seveda, da je rak jeter danes edini rak, katerega umrljivost v zadnjih 10 letih narašča, pri vseh drugih rakih stagnira ali celo upada. Vedeti moramo, da se je umrljivost zaradi raka jeter v zadnjih 30 letih povečala za 70% in če ne bomo nič ukrepali pri tem, da bi zgodaj odkrivali te okužbe, potem je statistična projekcija pokazala, da se bo umrljivost zaradi raka jeter do leta 50 povečala še za dodatnih 40% in tudi toliko več bomo imeli novih rakavih obolenj. Če nimam nobenih bolezenskih simptomov in znakov, potem nečesa nimam neke bolezni. To absolutno ne drži pri virusnih hepatitisih, namreč poznamo 5 različnih vrst virusnih hepatitisov, ampak vsi ti lahko potekajo popolnoma brez bolezenskih znakov. Če nisem nikoli imel tveganega vedenja za okužbo z virusom hepatitisa, potem takega hepatitisa nimam. To ne drži. Tvegano vedenje se največkrat misli
iniciranje drog glede hepatitisa C oziroma promiskuiteta, spolna promiskuiteta glede okužbe z virusom hepatitisa B, ki je danes v glavnem spolno prenosljiva okužba. Temu ni tako, možnosti za okužbo so najrazličnejše, tako da dejansko, tudi če nekako ni v zgodovini človekovega življenja nekaj tako dramatičnega, kot sem zdaj povedala, svetujemo testiranje. Virus HIV ni ozdravljiv, ga ne moremo spraviti iz telesa, je doživljenjsko zaklenjen v telesni celici, celo integrira se v jedro telesne celice. Narava sama je pa poskrbela, da je okužba z virusom hepatitisa C pa popolnoma ozdravljiva, kajti virus ne vstopa v jedro celice in s tehnologijo, ki jo danes poznamo, dejansko lahko virus odstranimo iz telesa. Torej, epohalno odkritje, ki je doprineslo k temu, da je hepatitis C prva in edina kronična virusna okužba, ki je ozdravljiva. Naj pomisli, da imajo njihovi bolniki lahko tudi virusni hepatitis, čeprav nimajo značilnih simptomov, znakov ali laboratorijskih pokazalcev jetrne bolezni, kajti tudi ob najrazličnejših zunajjetrnih manifestacijah, internističnih, nevroloških boleznih in tako naprej, se lahko v ozadju izkaže, da gre za virusni hepatitis. Torej, pomislite in testirajte svoje bolnike tudi na virusni hepatitis. Moje sporočilo splošni javnosti pa je, imejte se radi, skrbite za svoje zdravje in vsaj enkrat se testirajte na okužbo z virusom hepatitisa C, pa tudi B, ukolikor niste cepljeni. In ukolikor niste cepljeni, cepite se proti hepatitisu B, pa hkrati tudi proti hepatitisu A, ukolikor ga še niste preboleli ali niste bili cepljeni.